Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o zaključkih. Govorili bomo o ovirah, govorili bomo o preizkušnjah, o vsemu temu, kar si je pravzaprav naša duša izbrala, da opravimo te lekcije na tem čudovitem planetu Zemlja. V naši družbi je Anita Rehar, ki resnično pomaga ljudem, kadar se znajdejo v tej situaciji, kadar želijo narediti korak naprej. Anita, lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Naša duša si je zbrala, da pride na ta planet. Tako je. In s kakšnim namenom? Da uživa ali kaj drugega? Da se osvobodi. To je naše ključno poslanstvo. Mi pridemo sem s tem namenom, da odstranimo vse te okove, da se osvobodimo na dušni ravni in da naredimo en preboj iz nižje na višjo rast. Se pravi, da se energijsko dvignemo. Zato tudi prihajamo sem. Zemlja vemo, da je planet zavesti, ozaveščanja. In na drugih sferah, dokler zavest ni nižja zavest povezana z višjo zavestjo, tako dolgo tudi ni možno v višjih sferah napredovati naprej. Dobro. Torej, vse preizkušnje in ovire, ko imamo občutek, da nas nekdo heca in da nas vesolje preizkuša, si v bistvu mi sami ustvarjamo zato, da lahko napredujemo? S tem je tako, večina stvari je tu povezana s karmo, ali pa s tem, koliko smo pripravljeni narediti neke nove korake potem, ko že je karma razrešena v tem življenju naprej. Vemo namreč, da o tem smo tudi dosti že govorili, da ko se karma razrešuje, se tile vzorci nekako kar okvirji ostanejo in težko stopimo iz teh okvirjev. In tukaj moramo biti pripravljeni narediti zaključek. Od nas je odvisno, kdaj bomo to storili in kako. Preden se bomo odločili, se pravi, zbrali pogum, prej se bo zadeva nehala ponavljati. Se pravi, bo druga situacija, drugačno videnje, ostala vrata se bojo kar začela odpirati. Prva faza je verjetno, da prepoznaš. Tako. Se pravi, prepoznaš različne vzorce? Ja, tako. Kaj so ti vzorci? Kako se to kaže? Recimo čisto v praksi, v vsakdanjem življenju. Recimo, dajmo primer, zmeraj srečujem ene in iste ljudi, s katerimi prihajam v konflikt. Dobro. Na isti način. To pomeni, tu not je neki vzorec, kaj imam jaz s tem vzorcem, kako to rešim. Pri meni je, z ljudmi ni nič narobe. Oni so čisto v redu. Na meni je nekaj, kar je treba spremeniti. Tukaj vsak posameznik točno lahko prepozna, zakaj se gre, kaj je tukaj, in tisti občutek tenzije, se pravi vibracije energije, ki je na vrhuncu, in prva misel zraven, ki pride tega občutka, je vzrok, zakaj se nam to ponavlja. In verjemi, čisto vsak dobi to informacijo, samo slišati jo moramo. In da mi lahko naredimo zaključek tem ponavljajočim se vzorcem, je na nas, da začnemo to pri sebi razreševati. Da si rečemo, ali da dojamemo bistvo, kaj se moramo iz tega naučiti, zadevo zaključimo, gremo naprej. Ampak to je zdaj zelo mentalno, a ne? Tako je. V tem smislu, vidim, da v svoje življenje pritegnem vedno šefa, ki me maltretira, nad mano izvaja mobbing in tako naprej. Ok, zdaj jaz to vem. Kaj pol narediš? Ok, ne moreš kar reči, zdaj pa to vidim, zdaj pa tega ne bo več. Ne, seveda ne. Najprej je treba, tako kot sem rekla, poiskati tiste vzorce ali pa en vzorec. Lahko je samo en vzorec, ne rabi biti za to ne vem koliko. Ali avtoriteta, se pravi avtoriteta. Kdo nam je predstavlja avtoriteto? Kam to izvira? Gremo zopet nazaj, zmeraj gremo nazaj. Čim mi začnemo iskati pri sebi neke rešitve tega, se že začne luščiti vse skupaj. Vendar, kaj bi tukaj želela poudariti, je to, da se marsikdo ustraši sprememb, ki pridejo potem.
ker enostavno niso navajeni tega in pol ne vejo, kako naprej. Kaj pa bo, če bo, kako bo, kak bom zdaj, ne vem, ker si rekla šef, dajmo šefa, jo pa kje se zdaj ne drugo službo iščem, pa kak se da ne z očetom, ponavadi je tako, da ko je avtoriteta, ali je bil oče tista avtoriteta, ali je pa oseba res v otroštvu doživela od ene zunanje moške osebe eno tako močno avtoriteto, da ima potem tudi posledično še zadaj tisto za razrešiti. Ne? In tukaj se ne smemo ustaviti. Če se tu ustavimo ali pa naredimo premalo, se nam bo zadeva ponovila. In potem se začnemo vrteti v začaranem krogu. In potem rečejo, ja pa če sem pa že naredil, pa sem menjala službo. Ja pa ni dovolj to, ni dovolj zaposlitve menjati. Treba je tudi na dušni ravni nekaj narediti, prisluhniti sebi, dati si neke nove cilje, zastaviti si nove načrte. Sanje so zato, da jih realiziramo. Sanje ne smejo ostati v oblačku. Se pravi, lahko zamenjaš službo, lahko zamenjaš hišo, stanovanje, lahko se preseliš na drug konec sveta, sebe boš itak zmeraj vzel s sabo, Tako. kar pomeni, da boš iste težave, iste izzive privlačil, kjerkoli že boš. Tako, To pomeni, da moraš sam s sabo opraviti. Moraš, Ampak na kakšen način? To je ravno tisto, to me vsak vpraša, kako, Anita, kako, povej mi kako. Kako zdaj ta zaključek narediti? Da rečeš, veliko žensk reče, zdaj pa dosti takih partnerjev, ki me zmeraj na takšen način prizadanejo. Dosti takih izjav od sodelavcev, ki me prizadanejo. Dosti težavnih sosedov, dosti zavrnitev, dosti vsega tega. Kako? Ko smo že počistili pri sebi določene zadeve, je treba potem sebe držati v visokih vibracijah, da se mi vibracijsko dvigujemo. Ogromno možnosti je za to, obstajajo meditacije, govorimo si, da smo ljubezen, ogromno je teh pripomočkov, ki jih lahko mi vsakodnevno koristimo, pa ne rabimo bogatstva za to. Ne rabimo. Samo čas si moramo vzeti. In tu moramo biti vztrajni. Ni dovolj, da mi samo počistimo odnose, pa rečemo, tak, zdaj pa sem jaz, ok, super. Ni to dovolj. Treba je potem vztrajati. Ljudje, ki so v stiski, ki ali so že prepoznali vzorec, jaz imam pa ta in ta vzorec, to se mi zmeri ponavlja, ali pa pač jim v življenju ne gre, pa ne vejo točno, kje vzorce imajo, ki jih furajo, ampak pač ne gre jim, nič jim ne gre. Pokličejo tebe, pridejo k tebi, odvisno od ukrepov pa vsega ostalega, recimo te pokličejo. Tako. Kaj ti narediš? Ti, za svojimi sposobnostmi prepoznaš vzorec, ali kaj? V čem je finta? Kaj ti narediš? Takoj vidim. Po nekaj stavkih, ko se pogovarjam z osebo, takoj vidim, kam pelje zadeva, zakaj se gre. V roku nekaj minut imam jasno sliko, kater je tisti vzorec, ali je to karma, ali je to v odnosih primarne družine tako in tako, ali je to partnerski odnos, toksičen, potem je tudi tukaj potrebno narediti. Ti to začutiš? Ja. Ne, tudi se vidi, ali je rdeča nitka še med partnerji, ali je ni, če je ni, povem, glej, tu je zadeva zaključena, dalje ne gre in ravno tukaj imajo tudi ljudje težave pri partnerskih odnosih, narediti tisti konec, pa sebi dati novo priložnost. Pa ne samo sebi, tudi partnerju konec koncev. Jaz vedno trdim, če je eden nesrečen, potem je tudi drugi. Ne obstaja, da je en srečen, drugi pa nesrečen. To ne gre. Razlika je samo v tem, da eni si to priznajo, drugi pa ne. Eni to preko slej vidijo, drugi pa rabijo malo dlje časa. Ne? In načeloma je tukaj potem, kak pa bom to, pa kaj bom to, pa kaj bom sama, pa bom ne vem kaj. Ne, zato ker ko naredimo zaključek, ko gremo, lahko tudi, ne vem, si narišemo, ko me sprašujejo, to, ko smo prej omenili, kako, nariši si krog, postavi se van, predstavljaj si, da je to ta začarani krog, iz katerega skočiš in fizično skočiš ven in delaš to in vizualiziraš. Tehnik je še in še, res, eni rabijo prav ene take fizične prijeme, da se lahko znebijo tistega občutka. Enim ni dovolj samo na energijski ravni. Različni ljudje smo, ne? In pomaga vse, samo verjeti je treba. Če bom jaz verjela, da bo meni ta kambuša zdaj pomagala, da bom
Za večno zdrava bom zdrava. Če Bravo, bom na lepila, zdravje, na zdravje. Čin. To, vidiš. A veš, bom zdrava, ker bom se tako prepričala. Vse je tu not. Vse. Vse je v naših Se pravi, glavah. ti pa vsakmo posebej, ko vidiš, kakšen človek je, mu rečeš, ali vrš se v reko, ali pa sed tam 10 minut, pa tam jaz naštelala. Tako, zato ker nima smisla vztrajati v nekih vzorcih, pa v nekih toksičnih odnosih, bodisi ali poslovno, ali privatno, tako ali drugače, ker s tem sami sebe kisamo, obremenjujemo in posledično zbolimo. Sama se z različnimi vzorci ukvarjam že velik del svojega življenja in ena stvar, ki sem jo recimo opazila, se pravi, ti furaš nek vzorc, ki lahko da sploh ni tvoj, ampak je od ne vem Tako. kje, ne? Ali pa ne vem, ali pa iz prejšnjega življenja, nima veze, a ne? In ti ga furaš, ga prepoznaš, vidiš to lekcijo, ki jo moraš narediti in potem, ko začneš delati na tem, slej ko prej pride test. Absolutno, zmeraj. Pride preizkušnja. Ja. V tem smislu, lej, ti se tega učiš, test bo prišel slej ko prej. In ta test je ponavadi zanimiv. Ja. Fajn, da si omenila, tile testi, zmeraj je test. In če ne skapiramo prvega testa, če pademo na prvem testu, dobimo drugega, še težjega. In če drugega pademo, pride tretji, ki je še težji. Tako da tu moramo biti zelo pozorni, dosledni, vestni in res z ljubeznijo do sebe delati, čistiti, puliti. Kako zgleda ta test zdaj, če greva, recimo, da greva na partnersko področje, a ne? Kako recimo zgleda ta test neke ženske, ki, ne vem, ni srečna, kakorkoli? Recimo, da je ženska nesrečna, jaz bom kar sebe izpostavila. Jaz najraje sebe izpostavim tako. Bo najboljše. Tako, evo, iz prve roke, ne? Partnerski odnos, polno neke agresije, nesreča, solze, ni da ni, se odločim, glej, konec. Tako več dalje grem ne. Ne? In grem seveda fizično. Ne? Fizično. Vse nahrbtnike sem vzela zraven in sem šla. In pride drugi partner. Ne? Jaz sem bila v polni veri, jaz sem to razrešila, jaz sem to razpucala. To je bilo dolgo nazaj. Pride drugi partner, Isto. fajn, ista zgodba dalje, spet jovo na novo, pa smisla pa dobro, pa kaj meni na čelo piše? Zajebavaj me, ali kaj? Ja, dobesedno. Pa smisla pa ne, pa jaz sem vse razrešila. Nič nisem razrešila. Zakaj? Zato, tako sem prej rekla, zato, ker sem samo fizični odhod naredila. Tu not, pa nič. Treba je tu. In ko potem začnemo delati na sebi, dobimo test, pridejo. Eden pride, pa drugi pride, poznanstva. In moja naloga je bila, da sem v štartu prepoznala vzorec, s katerim sem v preteklosti imela opravka. In seveda, ker ga takoj nisem, sem dobila spet po glavi. Ne? In tako se to stopnjuje, dokler res že v štartu, ko vidiš, pa rečeš, ok, kavico smo spili. Tale je dober material, Ja. Tako, ja. Ampak hvala ne. Tako. In to je test. Tako, to je test. In tako dolgo te kozmos šlepa na ta testiranja, dokler res ne prideš do onega, do zadnje točke, pa rečeš, super, fajn si, ampak hvala lepa, ni to, kar si pa jaz želim in to, kar meni pripada. In takrat si test opravila. Tako. In potem? In potem je fajn. Odlično. Test opravljen. Tako, kljukica. Lahko gremo dalje. Definitivno se taki vzorci več ne pojavljajo, zato ker je pol to razrešeno, na duši zapisano, domača naloga narejena, zgoraj ima naš šef tudi odkljukano, dobro, Anita, sedi 5. Naslednji predmet. Tako, gremo dalje, druga lekcija, ne? Wow. Nikoli se ne končajo. Ena stvar, ki vem, da jo zelo dobro opraviš in si jo naredila dosti mojim znancem, ki vem, koliko jim je pomagal, je ta
poravnava dušnih delcev. To je en tak močen zaključek, a ne? Zelo. Ker poznam ženske, ki se skozi vračajo enim in istim moškim, oziroma moške, ki skozi ena in ista ženska, pa je, pa ni, pa uno, pa tretje. Pač tak, ki imamo točno določeno osebo, ki nas žuli na nek način. Kaj se tukaj naredi? Ker to je en tak res močen zaključek. Tukaj se naredi izmenjava dušnih delcev. Kaj se mi v samem odnosu, ali z ljubeznijo, ali pa z jezo, dajemo svojo energijo sogovorniku, partnerju. Ne? In s tem ostaja ta energija pri tisti osebi, pa njegova energija pri nas. In ko gremo mi iz nekega odnosa, absolutno je potrebno to prečistiti, da se te energije prečistijo in vrnejo vsakemu svoje nazaj. Verjetno ne samo s partnerjem, ampak z vsem, ki smo bili dolgo časa v odnosu. Tako. Ali poslovnem, ali kakorkoli. Veš, kak je s tem? Tukaj je tako, da recimo jaz, ko delam, meni vrže samo enih par tistih ključnih odnosov, ki jih je nujno potrebno prečistiti. To je običajno primarna družina, tisti močnejši partnerski odnosi, 1, 2, 3, odvisno od osebe, ne, koliko je imela izkušenj pač v življenju. In ker vsi ostali odnosi pa načeloma se obesijo na odnos, če je prijateljica mama, se pravi ženska linija na levo stran, moška linija pa na moško stran oče. In ko se mama in oče očistita, se očisti tudi ogromno drugih odnosov vmes, da se kar nazaj pol povrnejo. Tako da ni potrebe ravno zdaj z vsakim, ki smo bili mi, ne vem, leto, dve, ni potrebe. Saj se to naredi en taki test predhodno, a veš, čim mi začutimo, da nas nekaj še zaskeli, ko pomislimo na osebo, se pravi, to je znak, da moramo prečistiti ta odnos, da se tu ta zaključek tudi konkretno naredi. Če pa ostanemo ravnodušni, ko pomislimo na to osebo, pol pa ni treba. Pol pa smo tu zaključek naredili tako, kot je treba. Se pravi, če je še kaj čustvenega naboja, je treba to razrešiti. Tako, to pomeni, da zaključek tam ni narejen. Kaj pa recimo, jaz poznam kar nekaj ljudi, ki so imeli travmatične izkušnje, karkoli je to bilo, kakršenkoli dogodek stanja je to bilo, in vidim, da so to prepovedane teme. V tem smislu, da vem, da se ne smem pogovarjati o tem obdobju tega človeka ali pa o tem, kaj se je zgodilo, zaradi tega, ker takoj vidim, da čustveno zelo močno odreagira. A to pomeni, da še niso tega predelali? Tako. To pomeni, da zadeva še ni dozorela, da bi jo oseba sploh lahko prečistila, bila pripravljena poslušati, prisluhniti, kaj šele se o tem, da bi debatirala o tem. Vsaka stvar, vsaka situacija rabi neki svoj čas. Ne? Ampak ti ta čas pospešiš, ko spucaš. Tako. Jaz tudi priporočam tukaj ljudem, da pišejo. Ne vem, ali smo besni, žalostni, razočarani. Napiši na list papirja, papir prenese vse besedne fraze, kakorkoli, ko smo jezni, besni. Veš, kakor se pravi, najslabše, da to držimo vse. Absolutno to ne smemo delati. Seveda, to je najslabše. To dajmo na papir, glasno beremo. Pomembno je samo, da spodaj napišemo hvala z ljubeznijo, Anita recimo, ne, če zdaj jaz pišem, ne, vsak svoje ime, hvala z ljubeznijo, da kozmosu damo vedeti, da to čistimo, s tem pospešimo, da zadeva hitreje dozori, da se jo potem lahko naredi ta zaključek. Odlično, hvala lepa. Evo, danes z vami, dragi gledalci in gledalke, nazdravljamo na zaključke. Z drugimi besedami, dosti je bilo. In če boste raziskovali še naprej, zelo vabljeni, da si pogledate tudi Anitino oddajo, ko smo govorili o resničnem jazu, o tem, kaj pomeni, da si to, kar si, kaj to dejansko v praksi pomeni, kajti to je tako zelo, zelo ključno. Preverite torej na www.klepetobkavi.si, tam najdete vse minule oddaje in pogovore, pa najdete tudi Anitin kontakt, zato da lahko pridete v stik z njo. Na zdravje. Na zaključke. Na zaključke. Na nove začetke. Da.